Takole, en lep pozdrav v imenu Središke skupine socialnih demokratov. Moje vprašanje bo šlo na temo kavarna Veronika. Vsi vemo, da je bilo v začetku leta je bila prenova same kavarne Veronika, plus tega se je iskal nov kavarna. Zdaj, objavljen je bil razpis, ki je bil do 20. maja. V tem razpisu so bili pa v bistvu dva glavna pogoja. En pogoj je bil višine sredstev, ki je bil določen kot minimalni, to je 1200 evrov. In drugo merilo v samem razpisu je bil pa program te kavarne. Glede na to, da je bilo več prijav, oziroma da je bilo več zainteresiranih, v bistvu ta merilo samega programa je igral neko odločilno vlogo. Zdaj, glede na kakovost programa, je lahko kdo več točk, nekdo manj. Zdaj, glede na to, da je pa kavarna res eno stiščišče vseh Kamničanov, da vsi radi not zahajamo in so pravzaprav sami prebivalci upozorili na to, da je bilo napisano, da bojo se neki programi izvajali, me zanima, ali občina Kamnik nadzira to in pa koliko programa je bilo pravzaprav izvedenega. In kaj se bo zgodilo, če ta najemnik ne bo upošteval teh pogojev oziroma samih pogojev. Ok, odgovor, ki je sicer daljši, pa ga jaz interpretiral malo. Res je, da je najemnik prostorov kavarne Veronike se v pogodbi vezal, da bo svojo ponudbo vključil tudi tako imenovani igralno-glasbeni kulturni program. Da zaveza najemnika je, da je tega programa 6 ur tedensko na številnih področjih kulturne ustvarjalnosti. Res je, da, kot Matjaž pravi, da ni bilo več najemnikov, res pa, da sta bila dva najemnika in da je najemnina, ki je bila opredeljena v razpisnih pogojih, pomenila večino točk pri odločanju, da je 1250 so ponudbe terme stvari, 1210 evrov ponudbena cena mesečna najemnine drugi ponudnik, da je pa, zdaj pa ne bom točno se spomnil, da je pa tudi drugi najemnik ponudil manj kulturnega programa v primerjavi, to se iz pogodbe seveda oziroma iz razpisa odpiranje ponudb vidi. Jaz sem imenoval komisijo 3 članov, ki je zadolžena za spremljanje tega programa. Jaz bom povedal takole, da je ta komisija spremlja te programe, ki fizično vse ne, program, ki ga ponudijo in seveda tudi izvedbo tega načrtovanega kulturnega programa. Pravijo, da enkrat do 3-krat tedensko se med 19 in 22 uro to dogaja, da pa, seveda to je pa moj komentar, da seveda še s kakšnimi porodnimi težavami pri delovanju te kavarne se zagotovo tudi srečujejo. Kaj če, kolikor najemnik prostora kavarne Veronika ne bi izvajal kulturnega programa, kot je določeno s pogodbo, lahko najemodajalec, to je občina Kamnik, odstopi od najemne pogodbe in zahteva izključno prostora v vsakem času, ne glede na določbe o trajanju najema oziroma prenehanju najemnega razmera, kot je zapisano v 14. členu te pogodbe. Torej, izvajanje tega programa spremljajo moji sodelavci, oziroma ta komisija, zaenkrat pravijo, da seveda je v okviru ponujenih ur. Vsebinsko pa sem prepričan, da bodo te vsebine, kulturne dejavnosti, kulturne vsebine se bodo še dograjevale in mislim, da, kot rečeno, bo pestrost te pogodbe morala biti še večja, tega se zavedamo tudi mi. Koga je, ne vem. Glede na njihovo internetno stran, lahko povem, 28. augusta je bil Palček Sloviček tam. Jaz sem 10.12. dal to vprašanje in v naslednjih 2 dneh sta da 2 prireditve. In to je vse. Če greste na portal dogaja.si, kjer je zgodovina dogodkov, ki jih daje gor kavarna Veronika, so točno 3 dogodki. Zdaj lahko jih preberem. Palček Sloviček, otvoritev slikarske razstave, ki je bilo 11.12. in pa glasbeni večer, ki je pa 13.12. To so bili to, kar jaz poznam dogodkov. Zdaj, če bila pa še kakšna stvar, pa jaz ne vem. Ampak glede na te stvari, kar imamo, kar so dostopni podatki, to je, mislim, da je internet dosti tak medij, v katerem lahko vidimo, kaj se dogaja, je to. In se mi zdi, da se zdi pošteno, prvič do drugega, ki se je prijavil, ki je bil 40 evrov cenej,
in je imel manj programa, da se pač te stvari izvajajo. Ker na vse zadnje je občina podpisala to pogodbo z njim. Da nam govoril, da je treba še kakšne druge stvari pregledati, ki so tudi v razpisu BDG-ne. Ne vem, več zajtrkov, koktelov, ampak to ni važno. Jaz samo zdi se mi, da je fajn, da če je prostor, ki je kot kavarna Veronika, da je kot srednji prostor, da se pa stvari tam dogajajo.